Nogometni turnir mlajših kategorij z imenom turnir Jan Oblak, ki poteka pod organizacijsko taktirko nogometne šole Škofja Loka, je postal eden odmevnejših športnih dogodkov v mestu ob sotočju Poljanske in Selške Sore. Idejni vodja uspešne zgodbe Sandi Hirkič je z razvojem tekmovanja izredno zadovoljen, še posebej pa ga veseli vsakoletna rast prijavljenih ekip, ki prihajajo tudi iz tujine. Cirka 40 ekip je večja udeležba letos kot lani. To se pravi, ekipe nam prihajajo iz 6 držav. Srbija, Hrvaška, Bosna, Slovenija, Avstrija in Italija. Sam turnir je največji nogometni otroški rekreativni turnir v Sloveniji, širi pa se tudi del turnirja za dekleta, ki bo letos postregel s tekmovanjem v 2 dodatnih kategorijah. Letos imamo razen prejšnjo leto smo imeli selekcijo v 15 dekleta. Letos imamo še noviteto, turnir v kategorijah U11 pa U13. Zdaj trenutno smo v zaključni fazi glede organizacije turnirja, tako da imamo precej dela s pripravo igrišč, garderob za ekipe, ki prihajajo, hrano za otroke in tako naprej. Organizatorji za prelomno leto označujejo leto 2017, ko so se odločili za izdatno nadgraditev. Turnir bo tudi letos potekal 2 vikenda, zadnji v maju in prvi vikend v juniju, ki je postal že tradicionalni termin turnirja Jan Oblak. Mesta za prijave ekip so se znova izredno hitro zapolnila, s povečevanjem števila udeležencev pa postaja organizacija vse večji zalogaj. Tako je, glede na to, da se naš turnir z leti povečuje in za tudi število ekip je vsako leto več ekip dobimo, smo bili primorani tudi strategijo pridobivanja sredstev nekako narediti na dolgi rok in temu primerno smo se tudi odzvali. Veliko nam pomaga tudi sodelovanje z vašo medijsko hišo. Potem lažje nekako s pokrovitelji se dogovarjamo o neki promociji in pa vsem tistem, kar sledi iz naslova teh pokroviteljstev. Zelo veliko je dela pred samim turnirjem v sami organizacijski shemi v dogovarjanju in pridobivanju teh sredstev. Glede na to, da imamo letos zopet izredno veliko število ekip iz tujine, je bilo potrebno zagotoviti tudi logistiko glede prenočitev, glede vseh teh potrebnih stvari, da je to na tisti dan turnirja potem nemoteno. Je pa dejstvo, da so naši pokrovitelji nam tudi pomagali v vseh preteklih letih in skupaj z njimi tudi računamo v naslednjem dolgoročnem obdobju delati. Dejstvo je, da smo vse projekte, ki smo jih speljali do sedaj, oziroma projekte turnirja, smo tudi bili podprti strani občine Škofja Loka, tako da tudi planiramo, da v bodoče bo tudi njen delež bistveno večji, kot je bil do zdaj, zaradi tega, ker gre za turnir, ki je največji mladinski dogodek na Gorenjskem in zagotovo je to še ena dodatna promocija naše občine. Nogometna infrastruktura je v Škofji Loki zelo okrnjena, v sodelovanju z občino pa se v kratkem pričakuje pridobitev dodatnih igralnih površin, vse skupaj pa se ne bo ustavilo le pri nogometu. Ja, želimo si razvijati predvsem zunanjo športno infrastrukturo na notranjih, na telovadnicah. Rečemo, kvadratnih metrov parketa imamo zdaj relativno dovolj za 23.000 prebivalcev. Vidimo pa velike izzive v tem, kako zunanje športne površine, tudi nogometne, veliko boljše razviti, kot imamo danes. Škofja Loka je v preteklosti dala veliko nogometašev, ki so nastopali za različne nogometne klube širom Slovenije in tudi onstran meja naše domovine. Najodmevnejše ime med njimi je vsekakor šele 25-letni vratar madridskega Atletika Jan Oblak, ki je tudi najdražji slovenski nogometaš vseh časov. Reprezentančni vratar je svojo nogometno pot začel prav na igrišču, kjer poteka turnir, Škofjeločan pa sodelujoče na turnirju vsako leto razveseli tudi z obiskom le-tega. Tako je, veliko več otrok je pri nas v nogometni šoli, odkar je Jan v teh močnejših klubih, tako da precej veliko golmanov je v naši nogometni šoli, tako da ponavadi vsak drug, tretji otrok hoče v gol. Glede na številčno udeležbo in vrhunsko organizacijo, v kateri veliko prostovoljnega dela opravijo trenerji, starši in ostali prostovoljci, je izdatno pomembno dobro sodelovanje in novačenje novih sponzorskih partnerjev. Slednjih je vsako leto več, razlogov za sodelovanje pa prav tako. Mi smo letos prvič pristopili k projektu turnirja Jana Oblaka, predvsem zaradi tega, ker smo prepoznali potencial samega turnirja in hkrati, ker je naše podjetje tesno povezano z samim nogometom, ker v podjetju se ukvarjamo z izgradnjo športne infrastrukture, osredotočeni na trening centre, nogometna igrišča, umetna trava. Tako da zaradi tega smo se pa seveda hkrati tudi zelo podpiramo vse, kar je povezano z mladinskimi pogoni, otroci, praktično z razvojem samega nogometa.
Zaradi Jana Oblaka je v zadnjih letih narasel tudi vpis v nogometno šolo, kar je le še dodaten dokaz pomena uspeha naših odličnih športnikov širom sveta. Ja, moje mnenje je, da je Jan Oblak, pa tudi turnir Jana Oblaka, en velik vzor in motivacija vsem mladim, ki se želijo ukvarjati s športom. In to se mi zdi tudi ena najpomembnejših vlog občine, vsake občine, da zagotavlja pogoje, da se lahko otroci in mladina ukvarjajo s športom. Mi imamo v Škofji Loki ogromno izjemno uspešnih klubov, ki privabljajo veliko mladih, ampak vseeno, v skoraj vsaki generaciji se jih pa skoraj polovica vse ne ukvarja z nobenim športom. In taki vzori, ti največji zvezdniki, delajo ravno to. Privabljajo še več mladih, mi moramo pa zagotavljati infrastrukturo za to, da se vsi lahko ukvarjajo s tem, kar si želijo. Turnir v Škofji Loki bo z nadaljevanjem dobrega dela v prihodnje le še rasel in pridobival na veljavi. O izredno zanimivem dogajanju na zelenici nogometnega kluba Škofja Loka pa se boste lahko kmalu prepričali tudi sami. Vsem udeležencem turnirja želimo čim več uspeha, na katerem se bodo zagotovo tlakovala tudi nova prijateljstva.